Imamo pismo občana, naslovljeno na komunalno podjetje. Gre za formalno zahtevo, pravzaprav pravno pojasnilo, zakaj nasprotuje pozivu k obvezni vgradnji male komunalne čistilne naprave, MČN. Tako je. In pismo, moram reči, vsebuje kar nekaj resnih očitkov o nezakonitostih. Pa pojdimo kar po vrsti. Kaj je jedro problema, ki ga izpostavlja? Ta dvojna finančna obremenitev. Kaj točno naj bi to pomenilo? Ja, v bistvu je argumentacija precej jasna. Avtor trdi, da je temeljno obveznost, torej sofinanciranje komunalne opreme, že poravnal s plačilom komunalnega prispevka. Tistega, ki ga plačaš ob gradnji ali pridobitvi dovoljenj. Prav tega. In v pismu piše, da je bil ta prispevek izrecno namenjen, citiram, izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja. Imajo menda tudi dokazilo, ki to potrjujejo. Aha. In zdaj, ko kanalizacije očitno ni, zahteva po novi zasebni investiciji v MČN, ki stane več tisoč evrov, to vidijo kot nedopustno dvojno plačilo. Za isto stvar urejeno odvajanje voda. Razumem. Torej, plačal sem za javno infrastrukturo, ki je ni, zdaj pa moram še enkrat plačati, da si sam uredim zadevo. Kako to pravno podkrepijo? No, sklicujejo se na več stvari. Najprej na ustavo. Omenjajo poseg v lastninsko pravico, to je 33. člen, ker gre pač za novo, precejšnje finančno breme. Potem je tu še načelo enakosti pred zakonom, 14. člen. Argument je, da so tisti, ki jim je občina javno kanalizacijo dejansko zgradila, v precej boljšem položaju, a ne? Ključno pa se zdi sklicovanje na pravno načelo n bis in idem. Obveznost glede odpadnih vod naj bi bila že poravnana s tem prvotnim prispevkom. Dobro, ta finančni vidik je jasen, ampak omenili ste še druge očitke. Nekaj v zvezi z varstvom podatkov, GDPR. Kako to pride zraven? Ja, to je drugi močen argument v pismu. Očita se nezakonita obdelava osebnih podatkov. In sicer na dveh ravneh. Pa poglejva. Prva. Prvič, sprašujejo se, zakaj je sploh nujno obdelovati podatek o številu stanovalcev za namen pošiljanja teh pozivov za MČN. Če se komunalne storitve, kot je recimo odvoz smeti ali poraba vode, že obračunavajo drugače, recimo po porabi vode. Torej, če imajo števec, zakaj rabijo še število ljudi? Natančno, to naj bi bila kršitev načela minimizacije podatkov iz GDPR, člen 5.1c, ki pravi, da zbiraš samo tisto, kar res nujno rabiš za določen namen. V redu. In druga raven očitkov glede GDPR? Drugič pa trdijo, da se podatki, ki so jih zbrali za en namen, recimo za izdajanje računov za vodo in smeti, ne bi smeli kar tako uporabiti za čisto drug namen, kot je zdaj to pošiljanje pozivov za MČN. Brez neke nove podlage ali soglasja? Prav to. To naj bi kršilo načelo namenske omejenosti, člen 5.1b GDPR. Zato zahtevajo dokazila o transparentnosti in seveda o veljavni pravni podlagi po 6. členu GDPR za takšno uporabo podatkov. V redu, torej dvojno plačilo in pa domnevna zloraba podatkov. Kaj pa zahtevajo od komunale? Samo ugotavljajo kršitve ali imajo tudi konkretne zahteve? Zelo konkretne zahteve imajo. Prvič, naj podjetje takoj umakne ta poziv k vgradnji MČN. Kar direktno. Ja. Drugič, zahtevajo dokumentacijo, natančno pravno podlago za zahtevo, dokazila, kam je šel denar od komunalnega prispevka in pa kopijo operativnega programa odvajanja vod za njihovo območje. Hočejo videti načrte in porabo denarja. Točno. Tretjič, zaradi očitanih kršitev GDPR zahtevajo takojšen izbris ali vsaj omejitev obdelave njihovih osebnih podatkov, ki naj bi bili obdelani nezakonito. To temelji na 17. in 18. členu GDPR. Predlagajo pa tudi rešitve, če sem prav razumel iz osnutka. Ja, dve konstruktivni rešitvi ponujajo. Ali naj se uvede moratorij na te zahteve, dokler se stvari ne razčistijo, ali pa naj občina oziroma komunala zagotovi program polnega sofinanciranja MČN iz tistih sredstev komunalnega prispevka, ki očitno niso bila porabljena za prvotni namen, torej za kanalizacijo. In kaj, če podjetje ne odgovori ali ne ugodi zahtevam v... Mislim, da omenjen rok 8 dni. Ja, rok je kratek in če ne bo odziva ali bo negativen, napovedujejo odstopnjevanje. Zelo premišljeno. Kako pa to zgleda?
Najprej upravni pritisk. To pomeni prijave informacijskemu pooblaščencu zaradi GDPR, računskemu sodišču zaradi suma nenamenske porabe javnih sredstev, pa še pristojnemu inšpektoratu. Če to ne zaleže. Sledi sodni pritisk, upravni spor za izpodbijanje samega poziva ali odločbe. Potem civilna tožba, zahtevali naj bi povrnitev komunalnega prispevka in odškodnino zaradi kršitev GDPR. Omenjajo celo možnost kazenske ovadbe. In tretja stopnja. Medijski pritisk. Pravijo, da bodo obvestili preiskovalne novinarske oddaje. V pismu so menda celo osnutki dopisov za vse te inštitucije in medije. To pa je res dobro pripravljeno. Kaže na precej odločenega avtorja. Kaj nam ta strategija pove o njegovem širšem pogledu na situacijo? Ja, očitno tega ne vidijo kot nek osamljen primer ali pomoto. V pismu se dejansko uporabi izraz sistemski premišljeni kriminal, ki naj bi zadeval na tisoče državljanov. Močne besede. Zelo. Strategija cilja na pritisk z vseh možnih strani, pravne, upravne, javne. In močno poudarja, da morajo biti lokalni predpisi in dejanja komunalnih podjetij skladni z višjimi normami, z ustavo, z evropskim pravom, kot je GDPR. Sklicujejo se na načelo lex superior derogat legi inferiori. Višji zakon razveljavlja nižjega. Torej, če strneva. Ključno spoznanje iz te analize je, da imamo tukaj en zelo artikuliran pravni izziv obvezne vgradnje MČN. Ampak v specifični situaciji, kjer je bil komunalni prispevek za javno kanalizacijo že plačan, te pa ni. In vse skupaj je podkrepljeno še z argumenti o kršitvah GDPR. Natančno tako. Dokument uporablja pravne inštitute, kot sta dvojna obremenitev in pravila GDPR, da bi izpodbil zahtevo. Hkrati pa odpira vprašanja, ki presegajo ta individualni primer. Vprašanja o odgovornosti občin pri upravljanju zbranih sredstev in o praksah varovanja podatkov. In za konec, morda še ena misel. Če posameznik lahko sestavi tako podrobno pravno argumentacijo in načrt ukrepanja, kakšen je lahko dejanski doseg takšnih formalnih izzivov? Ali lahko tovrstni pritiski, še posebej, če gre za širši problem, res pripeljejo do sprememb v delovanju občin, komunalnih podjetij, morda celo do nekih sistemskih popravkov, ko se soočijo s potencialnimi tožbami in javnim nadzorom?